V kotlinah megla, pritisk pada. Odhod vlaka proti Beogradu točno ob 22 uri 30 minut. Halo, imate zvezo s Kairom, govorite? Da, rezultat se glasi 2-2. Da, neodločeno. Narekujte brzo javko. Viba film, da, prikazuje kratek film z naslovom Postaviti si na lastne noge ni šala. Vzdržati ravnotežje tudi ni kar tako. Govoriti o sebi pa je celo nevarno. Kdor zna poslušati, vidi temu, ki govori v drobovje. No, le glejte. Kdo bi si mislil, da je navaden telefon sestavljen iz 415 delov? Kakor čarobna palica. Njen dotik poveže v hipu lahko velikanske daljave. Lastovke sedajo nanje, preden letijo jeseni čez morje na jug. Ne ljubezni, ne uboja ne zmore. Samo čaka in pretaka tujo kri. Rojstva in samomore, statistiko smrti in vojne napovedi. Ženski glas me zasleduje, oprostite. Čas beži. Torej ustavimo ga. Vse, kar se dogaja, pripišimo trenutku. Vseeno kateremu. Včeraj, jutri ali danes. V veliki centrali se prepletajo tisočiri glasovi. Ker torej čas ni več naštiran, lahko prisluhnemo kateremu koli pogovoru. Toda, saj besede niso važne. Ko bomo kdaj modrejši, jih bo gotovo vedno manj.
še gledališki varianti s telefonom, ki nosi pomenljiv naslov Človeški glas. Samo razumeš, človek govori in govori in ne pomisli, da bo treba umolkniti, odložiti slušalko in se znova pogrezniti v praznoto, v temo. Da, vem, zelo sem smešna. Toda imela sem telefon v posteli, kljub vsemu naj jo le še veže. Do tebe vodi in potem... Razumem. Zdaj sem pogumna, zelo pogumna. Se še spominjaš Ivone, ki se je spraševala, kako le more človeški glas skozi žične zavoje? Žico imam okrog vratu, tvoj glas imam okrog vratu. Vam je bila igra všeč? Tudi telefon je lahko vse prej kot lepa igrača. Posebno, če človek ni več otrok. Kako se spreminjamo, kako bežijo leta, desetletja. Komaj si se malo razgledal okrog sebe, že te imajo za starega in celo za starelega. A ne menimo se preveč za to. Tisti, ki pridejo za nami, ne bodo deležni kaj boljše usode. Da so te lučke vozlišča mreže, ki bo s pomočjo tranzistorjev objela nekoč vso zemljo. Morda je zato potrebno le še nekaj desetletij. Brežična telefonija povezuje že danes več kot pol naše dežele. Kopnino in vodo in zrak. Neposredno vsak zemljan z vsakim, bo tehnika slavila novo veličastno zmago. Morda bo ta planet takrat ljudem res dom. Koliko prostovoljno prijavljenih igralcev za igro s telefoni, ki je tako presenetljivo podobna življenju. Toda ko glasovi ne bodo šumeli več le iz ust do ušes, temveč bodo zveneli vedno iz srca v srce, kako čudovita igra bo to in kako vesela bo smrt telefona. Halo, tam informacije. Dober recept za konec filma. Prosim.